Najbolj verodostojno podobo o moči posameznih reprezentanc podaja ekipno tekmovanje. In v njem je Slovenija, ki je nastopila v kar 3 od 4 finalov, dosegla največ od vseh udeleženk evropskega prvenstva. Članice so bile druge, zmagali so mladinci in člani, ki so drugič zapored stopili na najvišjo stopničko. Branitev kolajne oziroma naslova je vsekakor zelo težko, sploh pa doma, pričakovanja so velika. Tako da ja, bili so Nemci zelo dobri, zelo smo se mogli potruditi, tako da je bilo zelo težko. Eden izmed naših adutov je bil Aleš Zemljič, ki je že 7. osvojil naslov evropskega prvaka in bil edini, ki je zmagal med člani. Pri tem se je nekoliko poškodoval, tako da ga selektor Barada v ekipnem finalu ni poslal na borišče. Kljub temu je tekmovalno kariero zaključil z 2 prvima mestoma. Mislim, da je zdaj pravi čas bil to zaključiti, torej pred domačim občinstvom in pred ljudmi, ki so me non-stop spremljali skozi vsa leta, skozi vse poraze, skozi vse zmage, tako da mislim, da je to pravi trenutek in pa da pustim, da me nekdo prehiti v tej sedmki. Priložnost, da dohitijo enega izmed najboljših slovenskih tekvondoistov, imajo predvsem mlajši tekmovalci. Mladinska vrsta je bila tokrat močnejši del slovenske reprezentance, saj je osvojila kar 5 prvih mest, s tem, da so bili mladinci najboljši še med ekipami. Moram reči, da sem bil prvak 4 leta nazaj. Mislim, da je zelo odlično, da sem po dolgem času spet postal. Zahvaljujem se zelo Tomažu, Alešu in vsem tem članom, ki so tudi danes postali evropski ekipni prvaki. In mislim, da če bom treniral z njimi naprej, bo tudi tako ostajalo. V Mariboru je bila v članski kategoriji najuspešnejša Poljska, ki je zbrala 9 zlatih medalj. Druga je bila s 4 Norveška. 3. mesto sta si z 2 zlatima razdelili Italija in Slovenija, saj sta obe osvojili še 3 srebrne in 5 bronastih odličij.